Tokrat v občinskem informatorju. Vlada na obisku v Podravju. Spremljali smo jih v Mariboru in na Ptuju. Slavnostni podpis pogodbe o upravljanju oranžerije v Dornavi. Odprli zaključene projekte v Zgornji Senarski. Prižig prazničnih lučk in začetek čarobnega Maribora. Uvertura v advent s kungoško plehmuziko. Božični bazar in prireditev Diši po praznikih na osnovni šoli Majšperk. Lepo pozdravljeni. Vlada Republike Slovenije je na četrtkovi seji potrdila dodatnih 20,7 milijona evrov sredstev za izgradnjo centra Rotovž, največje kulturne investicije v državi in strateškega projekta nacionalnega pomena. Premier Robert Golob pa je izpostavil še dva pomembna koraka na področju znanosti. Na seji Vlade Republike Slovenije, ki je bila v Mariboru, so na področju kulture zagotovili zapiranje finančne konstrukcije za najpomembnejši kulturni projekt v Mariboru, izgradnjo centra Rotovž. Verjamemo, da bo Rotovž prinesel in okrepil novo identiteto mestu, da se bo na tem mestu dejansko lahko razvijala izmenjava novih idej, kreacija novih pogledov in da bo tudi vdihnil na nek način dodatno dušo v samo mesto. Projekt centra Rotovž bo prejel skoraj 21 milijonov evrov. Teh 20,7 milijonov, ki bo sedaj s pomočjo te vlade dobil Maribor iz evropskih in državnih sredstev, ne bo samo razbremenilo proračuna, ampak nam daje nov zagon prav na teh področjih, o katerih danes govorimo, ki so najbolj pomembna: znanje, dodana vrednost in na drugi strani naša obveza, da bomo kot občina zgradili podporno okolje in da bomo z tem denarjem vzpostavili stanovanjski fond in gradili stanovanja za tiste, ki jih najbolj potrebujejo. Prvi dom, mlade družine in predvsem za to, da bo znanje ohranjalo v Sloveniji. V Mariboru so istega dne postavili tudi dva temeljna kamna za projekte, s katerimi bi postopoma iz nekdanjega industrijskega mesta nastalo mesto razvoja in znanosti. Dopoldan fakulteta za zdravstvo in danes center odličnosti za fotonske, mikro in nanotehnologije z enim samim namenom, da mesto industrije iz preteklosti popeljemo v nove čase, v čase, kjer bomo gradili na znanju, na superračunalniku, na podatkovnih centrih, na umetni inteligenci, na vesoljskih tehnologijah in okoli teh panog razvijali tudi kvalitetna delovna mesta in da bodo mlade družine lahko v Mariboru si ustvarjala boljše življenje. Da gre za prelomen trenutek oziroma dan, je dejal tudi rektor Univerze v Mariboru. Začenjamo z izvajanjem projekta Innovom. Polaganje temeljnega kamna za center odličnosti je pravzaprav prvi v vrsti projektov, ki smo jih pripravljali v zadnjih 4 letih in zelo smo hvaležni tako predsedniku vlade kot resornemu ministrstvu in celotni vladi, da je prepoznala pomembnost tovrstnih prizadevanj Univerze v Mariboru, da ne samo zagotovi pogoje za izobraževanje odličnih kadrov in pogoje za izvajanje odličnega raziskovalnega dela, ampak da tudi podpre naša prizadevanja, da v širši regiji vzhodne Slovenije in celotne Slovenije pravzaprav ponudimo priložnosti industriji, da z sodelovanjem z univerzo povečuje svojo konkurenčnost tako doma, kot tudi v mednarodnem prostoru. Univerza v Mariboru načrtuje v naslednjih letih še 8 velikih projektov, s katerimi bomo v veliki meri prenovili infrastrukturo Univerze v Mariboru in tisto, kar je še pomembneje, v sklopu tega tudi uspeli pridobiti veliko raziskovalno opremo skupaj z vsemi viri, ki jih sedaj že nekako jasno vidimo, v obsegu 80 milijonov evrov, kar je izjemen dosežek. Premier Robert Golob in mariborski župan Arsenovič sta sicer še podpisala dogovor o nameri ureditve premoženjsko-pravnih razmerij med državo in mariborsko občino. Mestna občina Maribor bi tako na državo prenesla solastniški delež v domu starejših občanov Tezno in del zemljišča za dograditev 3. gimnazije. Država pa prenesla na občino zemljišče z 2 stavbama v sklopu dvorca Račji dvor in zemljišče stavbo nekdanjega tekstilnega inštituta na ulici Kraljeviča Marka.
V sklopu vladnega obiska v Podravju so obiskali tudi Ptuj, kjer so si ogledali različna področja. Za vlado so pripravili številne predloge, za katere si želijo, da bi se uresničili. Med prioritetami Ptuja pa je tudi želja po vzpostavitvi negovalne bolnišnice. V okviru obiska vlade v Podravju so obiskali tudi Ptuj. Za vlado so pripravili več predlogov, med njimi pa tudi ustanovitev negovalne bolnišnice. Mi imamo pravzaprav največ domov upokojencev v celi Sloveniji. Gradili še bodo novi. Ne prihajajo samo pacienti z našega področja, ki bodo potrebovali to nego, ampak iz cele Slovenije. V bolnišnici si prizadevajo za več investicij, med drugim tudi za ureditev prvega nadstropja nad urgentnim centrom. Govorimo tako o nakupu drage medicinske opreme, pri čemer gre za 2 CT aparata, ultrazvok in tako dalje, da gre za tudi nadgradnjo oziroma dograditev in dokončno izgraditev prvega nadstropja nad urgentnim centrom. To so veliki projekti z velikimi sredstvi in to je tisto, kar smo vsi skupaj lahko resnično zadovoljni, da nam je uspelo. Torej, to so procesi, ki tečejo in verjamem, da bodo tudi v najkrajšem možnem času zrealizirani. Udeležili so se tudi uradnega odprtja obnovljene glavne ceste med Pragerskim in Hajdino, za katero si želijo, da bi bila v celoti obnovljena. V planu seveda je nadaljevanje preplastitve oziroma ne rekonstrukcije, res preplastitve te ceste. O natančnejših časovnih planih pa ne moramo v tem trenutku še govoriti. Spregovorili pa so tudi o ptujski obvoznici, o finančnih sredstvih za pripravo dokumentacije. Absolutno je v pripravi državni prostorski načrt. V tej fazi smo v fazi študije variant in v bistvu se ukvarjamo samo z eno varianto, kar je mogoče lahko plus, ampak tudi izkušnje iz tistega mogoče dela, ki se zdaj gradi, nam še enkrat pokažejo, kako velik izziv je res najprej umeščanje v prostor, potem pa tudi pridobivanje zemljišč. Med najpogosteje izpostavljenimi vprašanji pa je bila tudi Ormoška cesta, znani odsek med Ptujem in Spuhljo, za katero lokalna skupnost išče rešitev že več kot desetletje. V fazi spremembe preprojektiramo krožišče, smo ga mogli prestaviti zaradi samih zemljišč, ker nismo dobili neke hiše, ki bi mogli porušiti. Drugače pa tukaj smo malo bolj oddaljeni. Smo zaprosili za odprtje novega NRP-ja, s proračunom načeloma bi mogli biti sprejet zdaj to, ne? Tako da potem pa gremo v postopek odkupu zemljišč. Gradnja krožišča pri Minorijskem samostanu naj bi bila vključena v proračun za leto 2026. Zemljišča so urejena, projektna dokumentacija je tudi pripravljena, samo še od ZVKDS-ja moramo dobiti končno soglasje oziroma mnenje, tako da v bistvu imamo vse pripravljeno za pripravo razpisa za izbor izvajalca za gradnjo. Ptuj ima jasno razvojno vizijo in načrtovane projekte, a za njihovo uspešno izvedbo potrebujejo partnersko sodelovanje z državo. V obnovljeni oranžeriji dvorca Dornava so slovesno podpisali pogodbo o upravljanju, s katero se za enega najdragocenejših baročnih objektov v Sloveniji začenja tako rekoč novo razvojno obdobje. Dokument so podpisali ministrica za kulturo Asta Vrečko, župan Dornave Milan Šilak in vršilka dolžnosti direktorice pristojnega zavoda Natalija Kovše. V prenovljeni oranžeriji dvorca Dornava so slovesno sklenili pogodbo o upravljanju, ki napoveduje začetek novega razvojnega poglavja za enega najpomembnejših baročnih biserov v Sloveniji. Na ta način je kulturna dediščina prišla v prave roke, se pravi v lokalno skupnost, ki jo bo odprla ljudem, tako prebivalcem kot obiskovalcem. Oranžerija je bila obnovljena že leta 2023, a je šele tokratni podpis pogodbe omogočil njeno polno funkcionalnost in odprtje za javnost. Prenova namreč ni končana, ko se ugasnejo stroji, ne gre zgolj za prenovo zidov, ampak za vsebino, za dodatno vsebino, za tisto, kar lahko ljudem služi v skupnosti. Gre za velik korak za kulturni in turistični razvoj občine. V Dornavi smo zelo veseli in ponosni, da smo prišli do tega koraka. V preteklosti so se naši občani z dušo in srcem trudili, da bi dvorec z pripadajočimi objekti zaživel, da bi ga lahko ponudili širši javnosti. Prvi programi bodo oblikovani v sodelovanju z lokalnimi ustvarjalci, šolami, društvi in kulturnimi institucijami. Tu želimo spodbuditi ljudi, ki ohranjajo naše kulturne dediščine in pa tradicije, predvsem obrti, ki so izumrle, razne delavnice, predavanja, druženja in podobne zadeve.
Prenovljen prostor dopolnjujejo tehnične in vsebinske možnosti za kulturne prireditve. Služila za razne kulturne dogodke, razne prireditve, tudi za poroke, občasno delovala bo tudi kavarna, zdaj zaenkrat 2 vikenda na mesec. V nadaljevanju pa seveda dlje časa. Njihova želja je, da bi se obnovil tudi dvorec Dornava. Zadnjih 10 let sva že ena gonilna sila tega projekta, so pa stvari malo starejše. Najmanj 20 let nazaj je odbor za obnovo dvorca Dornava bil, bi rekli temu, po vojaško bitke za obnovo. Prirejali so koncerte, ki jih danes žal ne moremo zaradi neuporabnosti osnovne stavbe. Podpis pogodbe občini omogoča partnerstvo in jasen okvir za razvoj programov ter dolgoročnih vsebin, s katerimi se bo dvorec s parkom postopoma preoblikoval v prepoznavno kulturno središče. Oranžerija pa ostaja pomemben, a ne zadnji korak pri celoviti revitalizaciji kompleksa. V naselju Zgornja Scenarska v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah pa so vsi vaščani že dlje časa prizadevali za sanacijo ceste, kanala, pločnika in ne nazadnje tudi obnovo kapelice. Zdaj so vse to, vključno z novim vodovodom in električnim omrežjem ter novo optiko, tudi dobili v projektu Moja pobuda. Poglejte, kako svečano so odprli zaključne projekte. V Sveti Trojici so dokončali kar nekaj projektov v naselju Zgornja Senarska in s tem pokazali, da se lahko obnovi cesto, pločnik, kapelico in uredi od optike, kanalizacije, elektroomrežja, vodovoda in še kaj zraven. Občina ima projekt Moja pobuda in mi smo to seveda se takoj najdli v tem notri, pa smo potem to poslikali, opisali, kakšni problemi so tukaj v tej vasi in seveda občinski svet, občina z županom na čelo so to sprejeli, prišli pogledati, so videli, da je res potrebno obnove, kaj bi res katastrofalno stanje, ampak brez ljudi pa res ne gre. Povezali so se namreč in na to tudi delavcem priskočili na pomoč in jih spodbujali. In moram reči, da ko so delavci tukaj delali cele dneve, mi smo jim dali napitke, tudi kavo 2-krat na dan in so bili tako veseli, tako da in zaradi tega so tudi mogoče bolj dosledno izvajali nekatera dela, kot pa če bi niti vode dostikrat ne dobijo, so rekli ti delavci, tako da moramo sodelovati z izvajalci in pa z občino. Opravili so namreč celovito sanacijo v naselju Zgornja Senarska vas. Večkrat poudarjam, da se trudimo res celovito reševati projekte, ne samo parcialno. Tako da tokrat otvarjamo od nove ceste, kolesarke, celotno komunalno infrastrukturo obnovljeno, se pravi od vodovoda, kanalizacije, optičnega omrežja, elektroomrežja in pa vodovoda. In ja, veliko čast in veselje mi je, da smo ta skoraj nemogoč projekt leta 2019 spravili do končne podobe. Počakali so še na obnovo kapelice, tako da so vse skupaj svečano odprli. Župan pa celotno sodelovanje ocenjuje kot zelo dobro. Mislim, da je to dober znak, kaj se da narediti v dobrem sodelovanju z našimi občankami in občani. Investicija celotna je znašala nekaj več kot 250 000 evrov in tukaj se lahko Zgornja Senarska vas pohvali za celotno sodobno infrastrukturo. Frančiškan, ki je sicer doma prav v tej vasi, je za zaključek še blagoslovil obnovljeno cesto, kolesarsko pot, pločnik, ostalo skupaj s kapelico. Ta znamenja kapelice postavljali včasih zato, ker so se dobro zavedali, če človek v življenju se ravna po smerokazih in po markacijah in po znamenjih, potem srečno hodi, kolesari, se vozi po poti življenja. Se pravi, kapelice, križi so pa kot smerokazi na cesti. Obeležja spominjajo na 10 božjih zapovedi. Kapelice pa imajo isto simbolno vrednost, so pravzaprav kot opozorila, da na tej cesti življenja seveda nismo sami, ne? Ampak da je z nami Bog. In ko človek gre mimo kapelice, ne hote odreagira. Tudi če ni veren, mu kapelica nekaj pove. Vernemu še pa toliko več, predvsem če je
znan svetnik, svetnica ali pa če je recimo samo Kristus na križu in tako naprej. Ne. Nekaj ti pove, neko sporočilo pusti, od človek, kot rečemo, odreagira. Ne. Vsekakor pa bo v Zgornjesenarski kapelica tudi znak, da so za obnovo poti in vsega ostalega vaščani stopili skupaj, da se je lahko uresničila njihova dolgoletna želja. Včeraj so se v Mariboru prižgale praznične luči in s tem tudi prve v Sloveniji, tako rekoč. S tem pa se je začel tudi program prireditev tako na trgu Leona Štuklja kot na glavnem trgu, pa tudi v Vilinskem mestu oziroma Vetrinjskem dvoru, ki se v času čarobnega Maribora spremeni v Vilinski dvor. Začetek čarobnega Maribora s prižigom luči je bil res čaroben. Ob 17. uri so začela sprehod po mestu čarobna bitja, ki so od ulice do ulice prižigale luči. Vetrinjski dvor pa je postal Vilinski dvor, v katerega so družine prišle pogledat, kaj so jim pripravili Vilinci in Vilinke. Zelo smo veseli, da je tako super otvoritev in da smo prižgali vilinske luči s fake orkestra, ki so res čudoviti, prepevajo slovenske ljudske pesmi, tudi Maček Murja. Tu pa tam pa spremljajo tudi plesalke, plesne izbe s čudovitimi koreografijami. Z veliko pridnimi rokami in veliko vztrajnosti jim je uspelo pripraviti vso čarobnost Vilinskega dvora. Vodja scenografije Manja Jerič s pomočjo Nuše in Lucije so pa vključeni tudi osnovnošolci in skoraj vsi mariborski vrtci, ki bodo pomagali predvsem okrasiti notranje prostore Vilinskega dvora. Tudi po mestu so se prižgale praznične luči po ulicah in trgih centra in seveda tudi na glavnem trgu, kjer stoji panoramsko kolo in božična vas. Pred kolesom so bila čarobna bitja, Sebastijan Lukovnjak je prepeval, pri prižigu luči pa sta bila mariborski župan in predsednik vlade Robert Golob. Drage Mariborčanke in Mariborčani, jaz sem res vesel danes, da sem z vami. Hvala tudi za res topel sprejem, ki sem ga bil deležen cel dan. S tem prižigom vstopamo v tisto najlepše obdobje, vsaj meni, v letu, čarobni december. Takrat, ko se vsi pričakujemo, sanjamo in dostikrat tudi to dobimo. In jaz vam želim, da bi ob tem, ko se boste sami poveselili v krogu najbližjih, tudi ne pozabili na vse tiste, ki mogoče potrebujejo vašo podporo, tudi vašo pomoč in jim to tudi omogočimo. Pred samim prižigom luči na tem trgu pa je župan še poudaril, da je osvetljen tudi Lent. Čarobna nit, ki prepleta in povezuje celo mesto, je šla letos tudi na Lent mimo najstarejše trte in ko uredimo piramido, jo potegnemo še na naše vrhove, kjer je nekoč stal grad, tako da, dragi otroci, čarobne niti nikoli dovolj. In potem so skupaj odštevali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In zasijale so luči na panoramskem kolesu in na novoletni smreki, prav tako tudi drugod po mestu. Zelo so lepe. Vam je všeč takole, ste tudi prejšnja leta gledali in panoramsko kolo in ostalo? Ja, s sinom vsako leto obiščemo pa pogledamo iz zraka na mesto. Tukaj sem z vnuki, smo iz Slovenskih Konjic, da smo prvič doživeli nekaj takšnega. Odlično, res lepo. Kako vam je všeč, en del mesta ste si verjetno že ogledali, čakate še na panoramsko kolo? To čakamo, to je zdaj najbolj večjo veliko vzdušje, čakamo. Pravi ta mali, da že tako dolgo čaka, tako da upam, da bomo dočakali. Sem že bil na kolesu. Kak je občutek? Vozi se, to je važno. Pa da deluje, pa da lučke svetijo. Vam je všeč tako, da je mesto okrašeno? Lepo, Ja, smo bili, ja. Kakšen je občutek potem na panoramskem kolesu? Prazničen. Ja, prazničen, super, mislim. Dobro vzdušje je, pa veliko ljudi je. Ljudi je prišlo zelo veliko na glavni trg, kot tudi drugod po mestu, tudi na trg Leona Štuklja, kjer je nastopila skupina Mambo Kings na prvem koncertu letošnjega čarobnega Maribora. Kungoška pleh muzika je tudi letos pripravila čaroben uvod v advent. Gre za dogodek, ki je na ploščad pred medgeneracijskim športnim centrom privabil številne domačine, družine
Slovenije in obiskovalcev od drugod. Zazvenele so prve božične melodije, ki so napovedale prihod najlepšega časa v leto. Kungoška pleh muzika je tudi letos pripravila čaroben uvod v advent. Na ploščadi pred medgeneracijskim športnim centrom so zazvenele prve božične melodije. Ta adventni čas bo na nek način zaznamovan številnimi prireditvami v naši občini in ta uvertura v advent je prva izmed dogodkov v nizu v naši občini. V sklopu dogodka so svoje moči združila lokalna društva iz območja vaške skupnosti Spodnja Kungota. Od gasilcev, Kudlipa, Kungoške pleh muzike, Enka Kungota, Društvo upokojencev Spodnja Kungota in vsi ostali, ki aktivno delujejo na tem območju. Najmlajše so razveselili tudi z pisanjem pisma Božičku. Božičko nabiralnik bo na voljo tudi na Vaškem trgu v Zgornji Kungoti ob sobotni prireditvi, kjer bodo prav tako v centru Zgornje Kungote prižgane luči in vsa praznična razsvetljava, tako da bodo otroci lahko tudi tam oddali svoje pisma, tisti, ki še niso uspeli danes. Potem bodo ta pisma romala, kot že rečeno, na severni pol in potem lahko pričakujejo presenečenje v svojem nabiralniku konec decembra. Prazničnega adventa vsekakor ne bi bilo brez božično-novoletne jelke. Skupaj z otroci, z društvi Spodnje Kungote okrasili in pa skupaj z gasilci tudi okrasili z lučkami, ki smo je potem tukaj, kot vidite, vsi skupaj tudi prižgali. Dogodek je privabil številne domačine, družine in obiskovalce iz drugih krajev. Da se vidi, da se skupnost naša povezuje, da se radi veselimo, se podružimo med sabo, sploh ob teh praznikih, ki prihajajo. Nepozabno vzdušje sta dopolnila Škrat Lenko in Vila Tonka, medtem ko so na stojnicah dišali topli napitki in sladke dobrote. Dogodek je pokazal, da si občani takšnih druženj želijo in z jih z veseljem soustvarjajo ob dobri glasbi. V polni večnamenski dvorani Osnovne šole Majšperk pa so se učenci in učenke priredili božični bazar izdelkov, ki so jih naredili sami. Preden so otroci, njihovi starši ter drugi sorodniki stopili k stojnicam, pa so otroci nastopili v odlični predstavi ter predali zbranim pomembno sporočilo. Poglejmo. Na Osnovni šoli Majšperk so pripravili pred božičnim bazarjem izjemno predstavo, v kateri so povezali veliko število nastopajočih. Rdeča nit današnje zgodbe je bila, da se spomnimo tistega, kar je danes v vsakdaniku najpomembnejše in na kar mnogokrat pozabimo, in sicer, da je čas tisto največje darilo, ki ga lahko podarimo drug drugemu. Na odru so bila dekleta iz dramske skupine, pa tudi vsi pevski zbori te osnovne šole, pa tudi drugi. Zbori so precej številčni, vsega skupaj je bilo cirka 150 pevcev, ob tem pa še člani šolskega benda in pa na novo ustanovljenega ukulele benda. Po koncu predstave pa so se vsi odpravili k stojnicam božičnega darilnega bazarja z izdelki, ki so jih učenci naredili sami. Kot vsako leto so tudi letos otroci in v vrtcu in v šoli pokazali vse svoje ustvarjalne sposobnosti. Pripravili smo različne izdelke, nekateri nam posladkajo življenje, z drugimi si pa polepšamo praznične, božične praznike. Otroci so se res potrudili in pri raznih dejavnostih pokazali veliko ustvarjalnosti. Učenci so tale božični bazar izdelke pripravljali pri razširjenem programu, pri veliko dejavnostih. Tudi imeli smo tabor za nadarjene, kjer so nekaj časa posvetili tem izdelkom. Potem smo imeli popoldanske delavnice. In še kje? Na šoli imajo bazar že vrsto let, v zadnjih letih pa naredijo tudi prireditev za vse. Prireditev, ki je nekako uvod v adventni čas, dve noti, torej ta kulturno-zabavna, glasbena, če hočete, in pa dobrodelna. No in s to dobrodelno prireditvijo torej zbiramo sredstva, ki se vsa zberejo v šolskem skladu. Ta sredstva so pa namenjena izključno za financiranje nadstandardnega programa. Zbirajo prostovoljne prispevke, med drugim tudi za šole v naravi, da staršem ne bi bilo treba plačati vsega. Torej, izven tiste predpisane, če takole rečem, ki jo financira država, to so plavalni tečaji, spet izven tistega predpisanega plavalnega tečaja, ki je obvezen za učence ali drugega ali tretjega razreda. Skratka, mi nudimo več kot tisto, kar je predpisano. Potem so tu tabori, ki so se tudi razvili iz tistega začetka. Iz enega smo letos organizirali
organizirali že 3. Torej, skratka, to so dejavnosti in s temi sredstvi oblažimo ali pa znižamo stroške staršem. Samim kulturnim programom s predstavo pa pokažejo tudi tisto, kar je bistveno med prazniki, da smo povezani, skupaj, da naj prevladajo prijateljstvo, tovarištvo in ljubezen. Toliko za danes v Občinskem informatorju. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V soboto 29. novembra ob 17. uri boste lahko priča na zelenici pri Keleminovi ulici 2 slavnostnemu prižigu prazničnih luč, ki jo bosta prižgana Slavko in Robert Roškar. V nedeljo 30.11. pa tudi že dan prej, torej 29.11. v soboto bo v športni dvorani Osnovne šole Majšperk potekal dvodnevni nogometni turnir selekcije U7, U8, U9 in U11. V domu krajanov Stoprce pa bo v nedeljo 30.11. potekal tradicionalni Cecilijin koncert. No, v Lovrencu na Pohorju, tja pa prihaja pravi Božičkov nabiralnik s severnega pola, ki ga bomo lahko slovesno odprli v nedeljo skupaj z občani in občankami. To se bo zgodilo, kot že rečeno, 30. novembra ob 17. uri ob prižigu lučk. Toliko z moje strani, imejte lep ta konec tedna in nasvidenje.